Torej, Miran, kakšen je komentar tega dvoboja? Dobra tekma, ampak rezultat slab. Mislim, da je bil prvi polčas z naše strani zelo slabo odigrano danes. Šli smo dosti premehko v tekmo, izgubljali duele. Mislim, da nismo bili pravi. Vsaj tistih prvih 25 minut, ker je Domžale dominirala in imela tudi več priložnosti. Nekako potem smo strnili vrste, vendar je bilo že 2:0 in je težko obrniti rezultat. Drugi polčas, sicer smo imeli pobudo, v bistvu imeli igro, vendar imeli smo nekaj polpriložnosti, kaj več pa ne. Tako da v bistvu je poraz posledica slabega prvega polčasa. Ampak tisti gol za 2:1 je vendarle kar precej obetal, takrat ste se vrnili. Ja, smo se vrnili v igro, malo se dvigne samozavest. Potem smo probali z dvemi klasičnimi napadalci, vendar nekako smo uspeli narediti premoč, vendar kaj več pa ne. Torej, drugi zaporedni poraz sedaj in pa novo negodovanje tudi navijačev zaradi nove razprodaje igralcev. Ja, to je problem, ki se bomo mogli soočati skozi sezono. Mislim, da tudi zdaj igralci nabirajo kartone in bojo sigurno težave. Zdaj upam, da bomo čim bolj uspešno prebrodili. Ne bo pa lahko, kar sem jaz vedel že prej, da ne bo. Mislim, da predvsem moramo popraviti to mehkobo v igri, ki mora biti dosti bolj oštra, dosti bolj čvrsta. In mislim, prva liga je zahtevna naloga in na tem področju bomo mogli nekako se popraviti. Res je, da do sedaj, do današnje tekme, mislim, da smo odigrali vse tekme na nivoju. Ta dva poraza, ki sta bila Aluminij in Kranj, so bila dosti nesrečna. Vendar je to tudi posledica malo v bistvu, ko bi rekel, malo neizkušenosti in kakšenkrat tudi naivnosti. Kakšen je komentar te zmage priborjene v prvem polčasu? Ja, komentar je lahko samo v smeri pohval našim fantom, ki so danes prvo odlično šli v tekmo, tako kot ste rekli, v prvem polčasu, in drugo v dokaj stresnih situacijah dobro reagirali in zadržali ta izjemno pomemben rezultat za nas, tako da priprava je bila več kot očitno dobra in izvedena je bilo pa še boljše, kar smo si predstavljali. Je bilo kaj bojazni po znižanju Goričanov? No, sigurno, da po tako kvalitetnem uvodu, kjer smo vodili 2:0, da si iz take malenkosti v bistvu dovoli Goričanom, da se vrnejo nekako v igro, je seveda težek moment. Tudi videli se, da po tem golu smo imeli kar nekaj težav, da smo zopet koncentracijo najdli in zopet bili boljši v duelu, ampak zdržali smo do polčasa in potem je bilo po pogovoru in mečken bolj umirjene situacije lažje in mislim, da smo zadeve dosti dobro nadzorovali. Bi pa vsekakor lahko še dodali kakšen gol, da bi potem malo bolj mirno speljali stvari do konca, ampak vseeno ne bomo nezadovoljni in osvojili smo 3 zelo pomembne pike tukaj na težkem gostovanju proti eni ekipi Gorice, ki je sicer mlada, ampak izredno kvalitetna, sploh pa na tehničnem nivoju, tako da danes je posijalo sonce pri nas. Tudi vi ste zelo mladi, izračunali smo 20 let povprečna starost, kako se bo to obneslo v nadaljevanju? Zaenkrat kaže dobro. Imeli smo mogoče v začetku sezone nekatera nihanja, še posebej doma na našem igrišču, čeprav je zmanjkalo mečken sreče. Sedaj pa fantje že imajo nekaj tekem za sabo, že nekaj časa igrajo skupaj in se ta harmonija v ekipi pozna in seveda vsaka tekma je nova izkušnja, ki jo pridobijo. To je pa še veliko lažje takrat, ko zmaguješ in trenutno nam dobro gre. Zato je tudi atmosfera odlična in se več ne bojijo nobenih izzivov. So tudi videli, da v Mariboru v Ljudskem vrtu lahko dobro odigrajo, tako da zdaj imajo za sabo že kar nekaj dobrih tekem in mislim, da bojo v tem tonu nadaljevali.